To je Sergej Valjev, ki se bo pa spet osredotočil bolj na klasično antiko. Zdaj, torej njegova tema bodo otroci v nekaterih grških tragedijah, kar se recimo ravno lepo potem, kar ravno lepo sovpade s tem, da bomo potem imeli bralno uprizoritev grške komedije. Torej, drugače naj povem, da je zaposlen na Inštitutu za slovensko književnost in za literarne vede, in se ukvarja s številnimi področji, od seveda antične literature do tudi recimo baroka in podobno. Tako da jaz mu zdaj tukaj kar prepuščam besedo. Nima PowerPointa? Ja, v redu, v redu. Lepo pozdravljeni. Ko govorimo o otroštvu in otrocih v antiki, se takoj vprašamo, ali je sploh kakšen koncept, kakšno pojmovanje otroštva takrat obstajalo. Od temeljnih študij francoskega zgodovinarja Philippa Rieja naprej je splošno sprejeto, da poseben koncept otroštva pred industrijsko dobo ne obstaja, se pravi otroštva kot nekako v sebi sklenjenega posebnega obdobja v človeškem razvoju s posebnimi sociološkimi, pravnimi in tako naprej značilnostmi. Ampak vendarle, pa kljub temu, da posebno pojmovanje otroštva v antiki ne obstaja, še vedno lahko spremljamo razvoj oziroma izraze neke elementarne občutljivosti, ki je povezana z otroškim bitjem. In nekaj takšnih primerov, čeravno ne zelo veliko, najdemo tudi v antični tragediji, v grški tragediji v 5. stoletju. Nekaj teh bom potem tudi kasneje predstavil. Od bolj splošnih globalnih opredelitev in opisov otroštva in razlike v pojmovanju otroštva v času antike, pa potem v kasnejših dobah naj omenim samo še ruskega bizantinologa Verinceva, ki je v svojem najbolj znanem delu Poetika zgodne bizantinske literature nekako zapisal naslednje misli, kjer poudarja, da se v krščanski dobi pod vplivom krščanstva razvije nekako poudarjena občutljivost za otroka in za otroštvo. Takole pravi: otrok in starec sta v mitološki arhaiki figuri polni skrivnostnega pomena. Skratka, skrivnostni pomen je seveda, to se odslikava že v antiki v tem, da imajo otroci pri nekaterih religioznih praznovanjih posebno obredno vlogo, ki jo samo oni lahko zasedajo. Toda, nadaljuje, antično klasiko navadno zanimajo mož, vojščak in meščan, ki so dosegli akme, dobo, ko opravljajo dela. Starcem, ki jih spoštujejo zaradi njihovih nekdanjih del in izkušenj pridobljenih z deli, je mesto na obrobju sveta moških. Starec že ni več vojščak, kakor otrok še ni vojščak. In potem nadaljuje z opisom nekaterih bibličnih in patrističnih odstavkov, ki govorijo za drugačno pojmovanje otrok in otroštva v krščanski atmosferi. Ko govorimo o otroštvu v antiki, ne moremo mimo tega, da je bil to čas, ko po eni strani otroci v javnem diskurzu, seveda razen omenjenih nekaterih religioznih praznovanj, velike vloge nimajo, ampak po drugi strani paradoksno je to čas, ki je poln otrok.
To pa zato, seveda, ker je bila, po kolikor lahko rekonstruiramo, seveda pričakovana življenjska doba bistveno krajša in to pomeni, da je procent mlajših ljudi bil bistveno višji, kot je recimo danes. Ne. Po drugi strani je ta doba, ki je bila polna otrok in polna mladosti, tudi polna smrti. Zlasti otroška umrljivost je bila za naše razumevanje frapantno visoka. Najbolj znana historična demografa Cole in Demeni sta na podlagi nekih svojih modelov, neke svoje metode za ocenjevanje smrtnosti v preteklosti ocenjevala, da je bilo tam v začetku cesarske dobe v Rimu, da je bila smrtnost otrok do 1 leta nekje 300 otrok na 1000, 300 mrtvih otrok do 1 leta na 1000, do 5. leta pa kar 450. Potem do 10. leta pa dejansko pridemo na 500, torej nekako polovica otrok ne preživi dlje kot do 10. leta. Nedavno je Tim Parkin nekoliko korigiral to tezo, ampak še vedno pridemo nekje na 200 mrtvih otrok do 1 leta in recimo 350 do 5. Za primerjavo, za leto 2021 je za Slovenijo podatek in Slovenija je v tem v vrhu, se pravi v vrhu kot najmanjša smrtnost otrok do 1 leta 1,8, Združene države Amerike recimo 5, najslabše uvrščene države, nekatere afriške države, so to na primer Centralnoafriška republika, pa imajo smrtnost tam okrog 80 na 1000 otrok do 1 leta. Poleg tega, poleg tiste čisto elementarne občutljivosti, na katero se potem sklicuje seveda tudi tragedija, ki lik otroka mestoma uporablja za to, da veča občutje usmiljenja, sočutja, pa najdemo tudi čisto jezikovno občutljivost za razumevanje za otroštvo, ki se odslikava v rabi zelo različnih in predvsem mnogih izrazov. Grčina je resnično mnoge izraze izoblikovala za poimenovanje različnih in velikokrat ne čisto jasno zamejenih obdobij mladosti, recimo od rojstva do poroke. En tak nabor teh stopenj starosti nam ponujajo fragmenti Aristofana iz Bizanca. Aristofan iz Bizanca je bil gramatik in recimo temu homeroslovec iz 3. in 2. stoletja ali pa. In v njegovih fragmentih recimo najdemo naslednje izraze, nekaj jih bom prebral za obdobja moške mladosti. Prvi 3 so enaki za moške in ženske. Brefos, to je ali zarodek, oziroma širše pač plod v materinem telesu, bodi si potem takoj novorojenček. Potem paidion je otrok, ki se doji, se pravi dojenček. Paidarion je tisti, ki hodi in ki se že uči jezika. Potem pa še nekaj poimenovanj, za katera ne podaja natančnejših napotkov glede časovne rabe. Recimo paidiskos, pa potem splošno znano seveda pais, pa palex. Recimo palex je bilo obdobje pred efebijo, pred nastopom polnoletnosti. Potem seveda efebos, polnoleten moški, ki pridobi državljanske pravice. To se je v Atenah zgodilo pri 18 letih, potem bom še kaj več povedal o tem. Pa potem kuros, meirax, neanias in tako naprej. Potem pridemo do pater in anerneos. No, pri ženskah, se pravi prva 3 poimenovanja enaka, brefos, paidion, paidarion.
potem pa še kupica drugih, naprimer Paidiskion, Korja, Koraskion, Partheniske, Pais tudi za žensko, Parthenos, Kore in potem Nimfe in Gine. Skratka, vidimo, da kljub temu, da lahko pritrdimo Arjejevi ugotovitvi, da koncepta otroštva kot ločenega časovnega obdobja z nekimi svojimi specifičnimi sociološkimi in pravnimi zakonitostmi grška antika ni poznala, pa vendarle lahko govorimo o neki občutljivosti za to obdobje, ki se odslikava tudi na jezikovni ravni. Morda bi kdo temu ugovarjal in navajal mesta iz antične literature, ki kažejo na domnevno neobčutljivost, oziroma vsaj mi bi to imeli za neobčutljivost, recimo ob odzivih na smrt otrok. Tako recimo pri Plutarhu beremo, da je drugi rimski kralj Romulov naslednik Numa Pompili zapovedal, da se otrok umrlih za otroke umrlimi do 3. leta se ne žaluje. Za tistimi, ki so bili stari v smrti med 3 in 10, pa se žaluje toliko mesecev, kolikor let so bili stari. Potem za starejše pa je običajno žalovanje. Zdaj, do neke mere je seveda to razumljivo iz tega blaznega blazne ravni smrtnosti, zelo visoke ravni smrtnosti, ki sem jo opisal prej. Deloma pa je to vendarle samo en odziv, tako kot je samo en odziv, so tudi tiste Periklove besede iz nagrobnega govora. Češ, tiste matere, ki ste izgubile svoje otroke in ste stare, bodite srečne, da ste večji del življenja preživele skupaj z njimi, tiste, ki ste še mlade, pa vam sreča materinstva morda ni utegnjena za vselej, če boste še imeli otroke in tako naprej. Zanimivo, da prav to elementarno občutljivost za otroka ob soočenju z njegovo šibkostjo najdemo v Euripidovi tragediji Heraklova blaznost nekaj 10 verzov preden in izreka jih Herakles, in to nekaj 10 verzov prej, ko v blaznosti ubije svoje otroke. In takole pravi od verza 634 naprej. Izredno pomenljive besede, zlasti, če vemo, kdo jih izreka. Ne tajim, otroci so mi velika skrb, v tem vsi ljudje so isti, saj otroke ljubi plemstvo in tisti, ki so nič. Razlika je v imetju, a otroke ljubijo prav vsi. To je že en izredno zanimiv pokazatelj za to, da se sociološke kategorije pač ne pokrivajo z dejanskim čustvovanjem, kot ga nam deloma odkriva seveda tudi tragedija. Zdaj pa bi še navedel nekatere druge primere pojavljanja otrok v grški tragediji. Najbolj celovito je to v nekem svojem članku analiziral klasični filolog Gregory Sifakis. Tako najdemo, pri Aeschylu ne najdemo nastopov otrok, v ohranjenem opusu seveda. Pri Sofoklu najdemo Ajantov nagovor Eurisaka, ampak on ne spregovori. Potem v Kralju Oidipu v zaključnih verzih oziroma v verzih tam že po 1500 v zaključku se Oidip obrača k svojima hčerama. Pri Euripidu pa najdemo tudi otroke, ki spregovorijo besedilno, se pravi ne pevsko, spregovorijo samo v Medeji, ko Medejina otroka v bistvu iz zaodrja v krikih sporočata občinstvu, kaj se dogaja.
No, recimo v Alkestidi, in te verze bom prebral, pa deček, ki kasnejše izročilo ga identificira z Eumelosom, zapoje in je na odru že precej verzov prej, skupaj s sestro, ki pa ne pride do besede, v bistvu ima solo pevski nastop. To je potem, ko Alkestida umre. Joj, kakšna nesreča, mama je odšla dol, ni je več pod soncem, oče. Zapustila nas je nesrečnica, pustila me siroto do konca življenja. Poglej njeni veki in ohlapeli roki. Poslušaj, prisluhni, mati, rotim te, jaz sem, mati, jaz, tvoj mali ptiček, ki te kličem in poljubljam tvoje ustnice. Potem po Admetovi jamski repliki naprej. Majhen sem, očka, in ostal sem sam brez drage matere. Kakšne strašne muke trpim in ti, sestrica moja, trpiš z menoj. O, oče, zaman si se oženil, zaman, kaj ti nisi se postaral z njo, se je umrla pred tabo, ker si odšla mati, je propadel dom. Vidimo torej, da tukaj v tem še kar obsežnem nastopu tega dečka on uporablja besedišče, ki je izrazito odraslo, ni posebnega otroškega besedišča, otroške rabe jezika pripravljenega zanj, recimo. Potem imamo primer nastopa otroka v Andromahi, ko poje izmenično z mamo v verzih 501 do 514 in 523 do 536. Takole pravi: Mama, mama, pod perut me skri, s tabo hočem uhat. To je zelo značilna besedna zveza za otroke, ne? Pod perut me skri. Večkrat tudi odrasli v tragediji pravijo otrokom, ne? Naj se skrijejo pod njihove peruti. Očka, pridi nama na pomoč. Joj, kaj bo z mano? Uboga mama, ubogi jaz. In potem se Menelaj oglasi, njun krvnik: Še nisi pod zemljo, tvoja dežela je naši sovražna, vidva sta dva razloga za smrt. Tebe je žreb izbral zame, tvojega sina za mojo Hermiono. Res je bedak, kdor pusti pri življenju sovražne otroke sovražnikov in iz hiše strahu ne prežene. Skratka, tukaj pa vidimo ta konflikt med to otroško krhkostjo in ranljivostjo in to brutalno surovostjo Menelaja in tem njegovim strahom, da bi se, tako kot Epigonoj recimo, ne, potem nekdaj mu otrok, ki bi ga pustil pri življenju, maščeval. Skratka, ta kontrast je res v bistvu nebo pijočno. Izredno moč lahko traged naslika prav z uporabo tega kontrasta med otroško občutljivostjo in krhkostjo in potem takšno brutalnostjo. Koliko imam še časa? Da ne bom preveč zadrževal. Ja, zdaj je 16:57. 5 minut? Ja. No, izredno zanimiv primer nastopa otroka, čeprav Orest v tem primeru v Ifigeniji v Avlidi ne spregovori, ampak je samo prisoten na odru in je dejansko deloma agens. To je izredno zanimivo, zato ker otroci ravno zaradi svojega pomanjkanja proairesis, sposobnosti odločanja načeloma jasno niso bili videni kot agentes, ne. Ampak tukaj pa ravno ta otroška občutljivost postavlja Oresta v vlogo agensa. Takole pravi Ifigenija Orestu v tem ključnem trenutku drame: Ti, bratec, si še majhen mi zaveznik,
vendar joči z menoj, očeta prosi, da sestrica ne umre. Tudi v otrocih sočutje ob nesreči se predrami. In potem iz konteksta, iz vsebine si lahko predstavljamo, in to seveda ta didaskalija, ki je seveda kasnejša, opisuje, kako Orest zdaj izteza svoje roke proti Agamemnonu in se Ifigenija zdaj na Agamemnona obrača. Glej, brez besede, sinko, prosi oče, usmili se in pusti me živeti. Dva, ki te imata rada, prosita, eden še nebogljen in jaz odrasla. S pomočjo otroka je torej tukaj prikazan en izredno močan trenutek odrske prisotnosti in morda ob tem še mimogrede omenim dokaj staro vprašanje o filologiji, kdo je otroke igral na odru v Atenah v 5. stoletju. Neke hipoteze so bile, da bi jih lahko kakšen zelo nizkorasli odrasli ali pa da bi bili otroci samo prisotni na odru, medtem ko bi tiste besede, ko jih izrekajo, izrekel neki odrasli za odre. Ampak gotovo takšen odstavek in takšne pretresljive pesmi, ko smo jih slišali prej, pač govorijo za to, da so to bili otroci sami. Tukaj deluje ta prizor z Orestom zgolj, če je to res, če imamo nekega mladega infansa na odru pred nami, medtem ko recimo za tiste pevske partije, ki sem jih omenjal prej, pa seveda ni nič nenavadnega predpostavljati, da je nek otrok, deček, recimo lahko zapel tako pesem. Saj mi poznamo iz Atike pevska tekmovanja otroških zborov, recimo. To je ena stvar, pa potem ditiremski zbor in tako naprej. To je bilo popolnoma izvedljivo. Skratka, ni razlogov, da ne bi verjeli, da niso otrok, kolikor jih pač v ateški tragediji je, igrali otroci. Je pa res, da za to nimamo nobenih neposrednih sočasnih dokazov prav iz 5. stoletja, bodisi vaznih poslikav, bodisi kakšnih notic, ker recimo potem za imperialno obdobje imamo prav sporočila ohranjena o tem, da je tudi kakšen otrok kdaj zmagal na kakšnih tekmovanjih oziroma dobil posebno nagrado za igralca na dramskih festivalih. Tak primer je iz Efeza ohranjen, recimo. Mislim, da za tam konec 1. stoletja po Kristusu. Dobro, da ne bom predolg, bi mogoče tukaj zaključil. Teh primerov je še kar nekaj, pa potem so še zelo zanimive stvari zapovedati o Efebiji. Mogoče pa pač med se kakšno vprašanje postavi glede tega. Hvala lepa. Ja, hvala lepa.